Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke, v še eni naši oddaji, kjer govorimo o različnih težavah povezanih z zdravjem in seveda tudi poskušamo odgovoriti na vaše vprašanja. Proti koncu oddaje pa vam predstavimo tudi izdelek, ki vam pri teh težavah seveda tudi pomaga. Z mano je, tako kot vsako nedeljo, gospa Herta Kosmina, strokovna sodelavka pri podjetju Biovis. Dober večer. Dober večer, lepo pozdravljeni. Danes bova midve govorili o osteoporozi. Veliko je že verjetno bilo slišanega o tem, povedanega, prebranega, pa vendar mislim, da je še zagotovo kakšna taka zadeva, ki pa je ljudje še ne vedo. In danes bova midve to poskusile raziskati. Pa deva na začetku povedati, kaj osteoporoza sploh je. Ja, tako, veliko se govori o osteoporozi, tako kot ste rekla. Osteoporoza pač pomeni, bom rekla, da z leti mi začnemo nekako izgubljati to kostno maso. Vedno manj se vgrajuje teh mineralov v kosti in vedno bolj se kosti rečijo, razgrajujejo in tako naprej. Imamo potem tudi na določene druge znake, to so recimo zobovje, lase, nohti, te stvari. Zanimivo je recimo, ko grejo zdravniku, zobozdravniku, pa reče, sem imel eno tako majhno lukenco v zobu, ko mi je pa to zvrtal, sem kmalu cel jezik spravil noter. To pomeni, da ena majhna lukenca, ki jo vidimo, ampak skozi to lukenco se pač neka kompletni zob sprazni, ker se vsi minerali izsrkajo iz tega zoba. Tako da z leti prihaja to obolenje, kosti so vedno redkejše, imajo vedno manjšo moč in pravijo, da je to zaradi tega, ker prihaja tako počasi in tako z leti kot en tihi morilec, ker enostavno za njega ne vemo. Tudi naš organizem to nekako nadomešča, ker rabi te minerale za nekaj drugega v organizmu in jih potem posrka iz kosti. Nažalost je pa ta tihi morilec nekako zadolžen za več smrti praktično kot recimo rak na dojki. Ampak to nekako prihaja z leti in se mi tega sploh ne zavedamo. Zakaj umremo? Zaradi osteoporoze same se ne umre, ampak največkrat so to potem ti osteoporozni zlomi in te stvari, ki nastanejo zaradi lomljivosti kosti. Kaj vse pa vpliva na to obolenje? Najbolj je spet tisto, kar prinesemo že nekako s sabo. To so geni, to je hormonsko ravnovesje v našem telesu. Kako hitro recimo smo mi izgubile menstruacijo, to je ena izjemno pomembnih stvari pri osteoporozi, ali pa nažalost, če smo doživeli eno operacijo izjemno zgodaj v naših letih, da so recimo odstranili jajčnike, maternico in to, in potem pride menopavza prehitro. In potem se pozna to tudi pri osteoporozi, pri kosteh in teh stvarih. Potem je odvisno, kako smo mi aktivni v našem življenju. Zdaj, če se ne gibamo dovolj, potem logika, da smo že naredili en korak nazaj pri kosteh, kakšno hrano uživamo. In kar je še izjemno pomembno, je, kakšno hrano so nam dajali naši starši. Pri osteoporozi imate tako, kot da imate, če si zamislite, tako da imate bančni račun. Kolikor ste v ta bančni račun položili, toliko boste iz njega lahko nekako izkoristili. Zdaj, zanimivo je to, da imamo v bistvu tisti, ki smo malo bolj v letih, boljšo osnovo kot tisti, ki ste prihajali za nami. Ker mi smo imeli manj sladkarij v otroški dobi, boljšo hrano, mleko je bilo pač sveže od krave, trajalo je 2 dni, potem so pa prihajala ta dolgotrajna mleka, pa veliko sladkarij,
pa nažalost premalo gibanja. In če zdaj si zamislite, kakšne kosti smo zgradili mi in kakšne so zgradili ti naši otroci, je tukaj že jasen znak, da imate slabšo osnovo. Potem imate tukaj tudi vpliv, bom rekla, kajenja, kave, tudi to recimo vse vpliva na slabšo vgradnjo mineralov v kosti. Tudi, bom rekla, sladkarije, ko smo govorili o njih, to vse nekako zakisa organizem in potem se tukaj ustavijo vgrajevanje mineralov v kosti. Drugo je pa tudi to, da vprašanje, koliko mineralov ta hrana ima, Tako da že v otroški dobi imamo veliko otrok, ki imajo pomanjkanje mineralov. Tako kot delamo po terenu, nekako pač meramo tudi majhne otroke, tam že dobro, od enega leta naprej, če gledamo, velikokrat imajo pomanjkanje mineralov. In to so potem te kakšne bolečine v kolenih in tako naprej. To je jasen znak, da otrok prehitro raste in enostavno z hrano ne uspemo vnesti toliko mineralov, da bi njegov organizem imel dovolj vseh teh mineralov, da bi lahko gradil kosti. Tudi imate pri otrocih izjemno različno hitro rastejo. Enkrat recimo raste par centimetrov, potem pa kar naenkrat rečejo, se je potegnil. V tistem razdobju sigurno s hrano ne uspejo vnesti toliko mineralov, kot jih bi njegov organizem v danem trenutku potreboval. In če ni tukaj kakšnih prehranskih dopolnil, potem avtomatsko največkrat pride recimo do teh bolečin v kolenih. Tako da vse to vpliva na nas, od genov do menopavze, kakšno hrano, koliko smo se gibali, pa tudi recimo koliko tekočine vnesemo v organizem. Se pravi, konstantno moramo paziti na to skozi celo življenje, da potem, ko pridemo v zrela leta, nimamo težav, Ja, res je, ker, kot smo rekli, naš organizem rabi vsakodnevno podporo, sploh recimo pravijo tako, osteoporoza je nekako posledično obolenje. Zdaj, takrat, kadar naša kri pride v eno stopnjo, ko je preveč kisla, je to za nas kot življenjsko ogrožajoče. Naša kri mora biti zmeraj rahlo bazična, da mi lahko normalno obratujemo. Če ni, potem se zgodi to, da pač po tem puf sistemu, rečejo, povleče organizem minerale iz kosti in vzpostavi spet bazično kri. Če kri ni rahlo bazična, mi smo mrtvi praktično v parih minutah. Tako. In ali imamo mi malo bolj močne kosti ali malo manj močne kosti, pa za nas ni življenjsko pomembno v tistem trenutku. Zato naš organizem ustvari to kemično reakcijo in potegne minerale iz kosti. Zdaj, če mi poskrbimo, da imamo dovolj bazično organizem, da nismo preveč kisli, kar pa pomeni spet vse tisto, kar smo prej rekli, ne sladkarij, ne kave, ne cigaretov, ne preveč mesa, pa zmanjšati vpliv stresa, pa se dovolj gibati, pa vnesti dovolj tekočine v organizem, potem poteka po tem sistemu, da zmeraj izgubljamo minerale iz kosti. Če to poskrbimo, ampak resnično, tako kot ste prej rekla, mi moramo praktično vsak dan skrbeti za to, da naš organizem dobi vse tisto, kar potrebuje. Zdaj imamo tudi, bom rekla, sistem ljudi, ki, bolj ženske, imamo to navado, ful elegantni, ful suhi, Enostavno vse tisti, ki imajo telesno težo izjemno nizko, imajo večji rizik osteoporoze. Zaradi tega, ker tam so minerali na udaru. Potem imate pa tukaj na žalost še ljudi, ki imajo na določena zdravila. Če so to zdravila, bom rekla, ravno tako hormonske terapije, tudi pri raznih obolenjih, pardon, pa tudi razne zdravljenje avtoimunskih obolenj, kakšne kortikosteroidi, pa ta zdravila vam avtomatsko vplivajo na to, da se kosti slabše gradijo ali pa da se bolj razgrajujejo celo. Tako da na to vse to vpliva.
Res je, tako kot ste rekli, vsak dan moramo pač paziti, kaj delamo s svojim organizmom, kaj uživamo, zato da lahko imamo dovolj prisotnosti mineralov, pa vsega tega že v krvi in da organizem ne rabi vleči iz zobovja, kosti pa vseh teh stvari. Ne. Imate mogoče kakšne podatke, koliko ljudi pa prizadene to obolenje? No, tako kot smo že cel čas govorimo, bolj smo na udaru ženske. Ne. Zdaj, lahko je to tudi iz hormonskega neravnovesja, lahko je tukaj tudi delno, da nismo toliko fizično aktivni, mogoče kot moški. Ne. Kaj zdaj? Prehladi. Vendar je tako, ne, 3-krat več obolenj je na ženski strani kot na moški. Nad 50 let je nekako že 30% žensk, ki ima problem z kostno gostoto. Moških pa tako, nad 60 let ima približno tam tistih 15%. Ampak vsi ti procenti res rastejo tudi z starostjo. Zdaj je logika, da pač se tudi osteoporoza vedno bolj javlja, zaradi tega, ker mi postajamo nekako stara družba. Ne. Včasih, če pogledamo to še 20 let nazaj, je bila nekako pričakovana starost tam do 75 let, ne. Zdaj je tam pričakovana starost že tam nad 85 let. Ne. Tako da v razvitem svetu naj bi za osteoporozo trpelo kar 75 milijonov ljudi. Ne. Zdaj to starost družbe, ne vem, ne, mogoče v begunci zdaj kaj nas pomladili. Ne. Kako hitro pa ta bolezen, recimo, ko se pojavi to obolenje, kako hitro to poteka in kako to sploh ugotovimo v bistvu? Ravno v tem je tudi problem, ne? Ker ta bolezen poteka tako počasi, da jo ne opazimo. Zato je to ime, ne, tihi ubijalec. Ne? Mi lahko že leta prej, bom rekla, izgubljamo po tem sistemu minerale iz kosti, ampak nikoli mogoče niti ne opazimo, niti nič, ne. Dokler se nekako, mogoče nekateri se prej odpravijo na to slikanje, ne, ker je to merjenje kostne gostote, ki merijo napeti, ne, to je nekako. Vendar največkrat se to odkrije šele takrat, ko pride do enega zloma. Ne. In takrat potem grejo na to merjenje te kostne gostote in ugotovijo, da je osteoporoza prisotna. Ne. Največkrat je pa potrebno potem eno tako malo boljše slikanje, ne? Tudi rentgensko slikanje, da vidijo, koliko je res ta osteoporoza prisotna. Zdaj obstaja predfaza osteoporoze, ki jo imenujejo osteopenija. Ne? To nekaj veliko žensk, ko upravljamo te preglede, pride pa pravi, ja, veste, ne, meni mi tam tako napiše kot koeficient osteoporoze. Ne. To pomeni, da živi po sistemu večje razgradnje kot pa gradnje kosti. Ne. Večje iznosov kot pa vnosov. Ne. In potem rečejo največkrat, ja, sej so mi rekli, da imam osteopenijo. Ne. To je kot, ni, da je že osteoporoza, ampak je tik pred tisto vrednostjo, kar pomeni, da resnično že kar veliko časa živi po tem sistemu. Če pa ne bo nič narejeno v tej smeri, da bi se kosti malo regenerirale, malo obnovile, če ne bo gibanja, če ne bo vnosa tekočine, če ne bo zmanjšanja kislosti organizma, potem pomeni, da bo to počasi prešlo tudi v osteoporozo. Ne. Zdaj, kot sem rekla, ne, dobro je, da če tudi naredijo to merjenje z ultrazvokom, preden začnejo s kakšnim zdravljenjem, da vseeno gre to pravo slikanje skozi pa tako naprej. Ne. Mi tudi nekako to že tudi sami vemo, ne, ker občasno pa so kakšne bolečine, ki so take čudne narave, ali nas kaj povleče, ali cuka, recimo bolijo, recimo te tako, ne, če pritisnete te kosti, ne, rahlo bolijo, ne, to so znaki, ki vam pomenijo, da pač organizem vleče minerale iz kosti, da jih nima dovolj na razpolago že v krvi. Ne. Tako da to so vse. Se pravi, na tak način mi sami pri sebi ugotovimo,
da je nekaj narobe? Da nekaj ni tako, kot bi moglo biti. Potem imate te razne bolečine po hrbtenici, potem imate te bolečine, ki se vam nekako vlečejo od kolena navzdol. To je tipično, recimo, kadar imamo pomanjkanje mineralov, pridejo te bolečine od kolena navzdol. To lahko vidite jasen znak, recimo tudi pri tistih, ki jemljajo kakšne diuretike. Če so prisotni diuretiki, potem avtomatsko vemo, da je večje izločanje mineralov iz organizma. In največkrat rečejo ti ljudje, me bolijo noge od kolena navzdol. Drugače se pa lahko, ko so tudi te dolge kosti nekako izdajo kot bolečine, lahko pa tudi te tukaj. Tako da to so tiste najbolj dolge kosti v našem telesu in tam se najbolj pozna izguba kostne mase. Zato se potem tudi tam ponavadi zlomi zgodijo, koliki so potem to najbolj na udaru. Potem včasih reče kakšna ženska, ja, veste, zdaj so pa moja krila so vsa daljša, kar pomeni avtomatsko, da je izgubila na višini, potem pa pri centimetrih tudi recimo hrbtenica trpi, drugačna je mogoče naša drža. Tukaj je tudi izjemno pomembno, recimo, koliko mi vnesemo tekočine v organizem. Pravijo, da naša hrbtenica naj bi vibrirala na vodi. Zdaj, če mi nimamo dovolj vode v organizmu, nažalost se potem že hrustanec lažje izrablja in pride do teh stikov vretenc. Potem, koliko imate zapestja ponavadi. Zdaj, recimo, če bo zima, pa da je kakšno ledeno po tleh, največkrat pridejo ti zlomi. Kolka, zapestja, pa kljub temu, da mogoče ni ne vem kakšen padec, pa je vseeno se že zlomi. Rebro, recimo, pri enem napačnem gibu lahko rebro že poči. Pravijo tako, da naj bi 50% žensk do svoje smrti nekako utrpelo osteoporotični zlom. Tako da to je kar velika številka. Ja, mogoče še ne dovolj tisto. Dobro. Do sedaj so povedali, kaj je osteoporoza, kako jo ugotovimo, kakšni so znaki, kako pride do nje. Zdaj pa deva pa povedati, kako jo pa zdravimo. Zdaj tako, zakaj propadajo kosti? Mi naj bi v 7 letih obnovili kompletno naše okostje. Imamo dvoje vrst celic, to so te osteoblasti in osteoklasti. Osteoblasti naj bi bili tisti, ki gradijo kosti, ki vnašajo minerale noter, gradijo, in osteoklasti so pa tisti, ki razgrajujejo, da to poteka vse tako, kot bi moralo potekati. Zdaj, vsa ta zdravila, ki jih dajejo, zdaj včasih so bili ta Fosavans, Fosamax pa tako naprej, so v bistvu bazirala na tej bazi, da preprečujejo tem celicam, da bi kosti razgrajevale. Zdaj, to so bila zdravila, tudi nekateri še jemljajo, to so zdravila, ki jih vzamete zjutraj na tešča in morate hoditi vsaj pol ure, ne smete se ne usesti, ne leči, zaradi tega, ker je tudi velika šansa, da poškodujejo želodec. In potem zaustavijo razgradnjo kosti. Zdaj, kaj pa morali mi narediti še nekaj, da bi pospešili gradnjo? To je poanta tega, ker zdravila pač zaustavljajo razgradnjo, mi moramo pač še zmeraj nekaj narediti na tej bazi, da bi kosti tudi gradili. V tej smeri je dobro neka gibanje, ker če vi nimate gibanja, potem avtomatsko kost ne ustvari tiste mase, tiste moči, kot jo bi mogla, če je pod enim fizičnim naporom. Zdaj, ta zdravila, nekatera so zdaj še nova, to je zdaj Prolia, tisto, ki je prav najnovejše, ampak tisto gradnjo pa nam omogoča, recimo D-vitamin, ki ga tudi zdaj dodajajo nekako, ampak lahko ga mi dobimo tudi pri ribah iz omega 3, naj bi naš organizem tvoril s pomočjo sonca.
ne, tudi D-vitamin. Tako da izjemno dobro je, da se mi veliko gibamo na svežem zraku, ne, da hodimo, da se razgibavamo in vse te stvari. Resnica pa je tudi ta, da ko mi prihajamo v leta, se ta D-vitamin ne tvori več tudi s pomočjo sonca. Ne. Drugače, mi ne rabimo, ne vem, 5-6 ur sonca, mi rabimo, pravijo, za tvorbo tega D-vitamina tam, mogoče pol ure dnevne svetlobe. Ampak, če tako potem malo pomislite, ne, na koncu ugotovite, da niti tiste nimamo. Ne. Velikokrat gremo recimo zjutraj pri temi in pridete zvečer, ker spet tema. Ne. Še mogoče, če smo na svetlobi, smo v avtu. In spet je vmes šipa, ki ne prepusti vseh teh žarkov, da bi mi to tvorili. Ne. Tako da se vam zdi mogoče izjemno malo te pol ure na dan, ampak potem, če razmislite, niti te pol ure nimamo. Niti tega, ne. Če bi bili vsaj pol ure, bi bilo že veliko, ne? Ja, ne. Tako da vam rekla, vseeno ugotovimo, da jo ni. Zdaj poleti, potem se nekateri pač prepečejo, ker je spet, bom rekla, škoda za kožo, za vse te stvari. Potem pa celo zimo nimamo pol ure časa. Ne. Pravijo, da tudi sonce, ne, če bi mi redno hodili na sonce, že iz zgodnje pomladi pa redno naprej, nima te škodljivosti, kot govorijo. Ne. Ampak problem je v tem, ker mi smo nekako nagnjeni k pretiravanju. Enkrat smo na eni strani, drugič smo pa... Z ene skrajnosti v druge, kaj ne? Ja, tako, z ene skrajnosti v drugo hodimo. Ne. Tako da skrbeti moramo pač, tako kot smo že prej rekli, vsaki dan za vse te stvari, ker pač vplivajo na naše okostje, kot na tudi vse kompletno zdravje. Ne. Tako da zmerjamo nekako svetujemo en drugačen življenjski slog. Ne. In tako kot smo prej rekli, osteoporoza je samo posledično obolenje. Ne. In če imamo mi že dovolj veliko drugih zdravil, pa se ne gibamo, pa še vedno ne sprejmemo ene spremembe v svojem življenju, potem je težko reči, zdaj pa osteoporoze se bom izogibal, ne vem, bom pa imel še vedno holesterol ali pa bom pa imel, ne. To je povezano. Če spremenimo mi nekako življenjski slog, bomo spremenili mogoče ves ta potek, ves ta krog. Se bojo vse vrednosti začele spreminjati. Ne. Dobro, kaj pa lahko mi sami naredimo v tej smeri, da bi se kosti obnavljale? Ne? Ker če razumem, do sedaj gremo v smeri, da se ne razgrajujejo. Ne? Ja, tako kot smo prej tudi že nekaj omenili, izjemno pomembno je, kakšno hrano si mi damo na krožnik. Ne. Izjemno moramo zmanjšati sladkarije, zmanjšati moramo vnos kave. Ne. Meso je tako, ne. Jaz rečem, vprašanje, kje ste jo kupili in kako je bilo vzgojeno ali pridelano ali karkoli. Tako da zdaj bom spet tako malo naredila reklame, recimo zame, za moj pojme, je najbolj naravno meso, kar so recimo koze pa ovce pa divjačina. Ker tudi koze pa ovce, saj zdaj v Sloveniji, veste, da niso zrasle, ne vem, v hlevu zaprte z ne vem kakšno hrano, s hormoni pa ne vem kaj. Veste, da so zunaj, da se pasejo in tako naprej. Tako da tisto je eno drugačno meso, kot je recimo piščančje meso. Ne, ker vemo, da 3 mesece zaprt v enih halah, ker nima niti svežega zraka, niti nič, vemo, da ta hrana ni taka, kot bi mogla biti. Ne. Potem spet pri jajcah, ravno tako, ne. Jajca, če so od domačih kokoši, smo že debatirali, nimajo ne holesterola, neč imajo pa vse druge snovi, ki so izjemno pomembne. Ne. Tekočina, ne, to smo že prej omenili, ampak 3 deci na 10 kg telesne teže, to je obvezen vnos tekočine dnevno. Ne. Zdaj, veliko ljudi reče, ja, jaz ne morem piti, jaz sploh nisem žejna, ne. Ampak spet tako, nam je organizem enostavno že blokiral signal žeje.
In če mi želimo pač ta signal pridobiti nazaj, moramo vedeti, da si moramo, ne vem, natočiti eno steklenico s tisto količino vode in reči, to moram v toku dneva spiti, ne? Ker drugače bomo sigurno pozabili. In naš organizem je narejen tako, iz 75% smo sestavljeni iz vode. In če smo izgubili ta signal, potem pomeni, da takrat, kadar smo zdaj žejni, nam v organizmu primanjkuje 1,5 litra vode. In kaj naredimo? Naspijemo 2 deci vode in gremo naprej. Pomeni, da obratujemo konstantno na robu dehidracije. Ne? In kdo trpi, ne? Trpijo sigurno najbolj prvi, ki so naši možgani. Ne? Najbolj trpijo možgani. Vse drugo je od zadaj, ledvice, pa kosti, pa vse te stvari, ki smo debatirali. Ne? Tako, kot smo rekli, pač minerali morajo biti prisotni, ampak v pravem sorazmerju in resnično, da se potem lahko med sabo tudi povežejo in vgradijo. Ne? Tudi jaz zmeraj mislim, če ljudje jemljajo kalcij, potem je pomembno, da jemljajo zraven še minerale. Ker če vi nimate recimo cinka, če vi nimate bakra, se kalcij ne bo vezal. Če nimate C-vitamina, se vam kalcij ne bo vezal. Če nimate magnezija, se vam kalcij ne bo vezal. Ne? Tako da, če teh drugih mineralov ni, potem je velika možnost, da ta kalcij, ki nažalost, če je kakšen v šumeči obliki ali pa kaj takega, imate večje možnosti, da vam ostane na sklepih, kot pa da gre v kosti. Ne? Pa lahko vam ostane na ožilju. Ne? Vse, kar je, jaz tako rečem, da vse tisto, kar je šumečega, jaz mislim, da bi bilo dobro, da se izogibajo, ne, ljudje. Je pa tako res, ne, da je cenovno je ful poceni tisto šumeče, ne. Ampak verjetno tudi najbolj pri roki, ne, kadarkoli rabimo, recimo kalcij, magnezij, hitro zavijamo v trgovino, te šumeče tablete so danes že posod. Ja, to posod na Petrolu, kamor želite, ne. Mislim, teh pumpah še, ne, kjerkoli na avtocestah posod, ne. Da ne izpostavim ravno imena, ni važno, ampak bistvo je tega, da to, kar je v taki obliki, rekla, se ne absorbira tako, kot bi se moglo. In jaz včasih rečem tako, tudi če je cenovno ugodno, to je stvar, ki jo mi damo vase. Ne? In če že damo nekaj vase, potem dajmo kvaliteto. Ne, drugače boljše, da ne damo nič. Boljše, da nič, ne? Ne vem, še če kupite kakšne stvari, gledate, da so kvalitetne, ne? Tako da tisto pa, kar damo vase, ne, bi bilo izjemno dobro, da gledamo, ali je kvalitetno ali ni. Tako za hrano, kot za prehranska dopolnila, kot tudi za kozmetiko, pa za vse te stvari, ne. Ker recimo, ne vem, če imate te antiperspirante, ne, pa kozmetika, pa to morate vedeti spet tako, vse prehaja v organizem in vse to vam lahko zakisa organizem. Ne? Tako kot smo rekli, enkrat že ženska zjutraj ne bi nase dala približno 500 kemikalij. Ne? To, ne? Zdaj se zavprašati, ne? Ženska smo veliko bolj na udaru, ne? Za osteoporozo. Ne? Zdaj, kaj je tukaj povezano, ne vemo, ampak lahko je vsako malo, ne? Tudi neka vzrok tega. Ne? Tako da moramo biti precej pazljivi, kaj damo vase in nase. In nase, ne? Se mi zdi, da včasih tudi barve za lase pa vse te stvari. Vse te stvari, ne? Ker pozabimo, da ne glede na to, da gre na lase, kamorkoli, gre to v telo, ne? Ne razmišljamo, ne? Ne razmišljamo o tem, ja. Jaz sem gledala eno oddajo, kako naredijo kavbojke. Ne? In na koncu v bistvu jih z enim prav kemičnimi snovmi, moški je imel masko, vas tisto prešpricajo, recimo, da ustvarijo te posebne odtenke barv pa tako naprej, ne. Pa potem, mislim, kupite kakšne, če niso kvalitetne, imate modre noge še drugič, tretjič, ki jih operete, ne. Ker pomeni, ne, ni samo na vrhu kože, je tudi noter, ne. Takrat se pa človek verjetno malo zamisli, ne? Ja, da se. Kaj nosimo. Logika. Dobro, midve nadaljujeva takoj po oglasih, ko boste lahko tudi poklicali v našo oddajo in vprašali, kaj vas zanima. Čez nekaj trenutkov.
Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. Nocoj govorimo o osteoporozi in težavah povezanih z njo. Lahko pokličete tudi v našo oddajo in seveda povprašate, poveste, kakšne so vaše težave s to boleznijo, imate mogoče kakšne znake, pa ne veste točno, ali je to ali ni. Torej, pokličite na telefonsko številko 03 490 02 22, in povprašate, kaj vas zanima. Gospa Herta vam bo z veseljem odgovorila in vam seveda tudi svetovala. Midve pa kar nadaljujeva. Govorili sva o stvareh, o jedeh, o kozmetiki, ki jih damo vase in nase. No, morava pa povedati tudi, da hrana danes ni več takšna, kot je bila včasih. Zagotovo ne vsebuje več tega, kar je vsebovala nekoč. Recimo, ena takšna zadeva je mleko. Pravijo, da če imamo premalo kalcija, naj pijemo mleko, uživamo mlečne izdelke. Koliko je pa zdaj dejansko na tem? V bistvu, tako kot ste rekli, hrana ne vsebuje več vsega tistega, kar je enkrat vsebovala. Zdaj, če pogledamo tako tudi mleko, ne vem, kakšenkrat je krava imela eno določeno vrednost mleka, ki ga je proizvedla v toku dneva, zdaj so pač to vrednosti, ne vem, potrojili, ker enostavno potem vemo, da to mleko ne more vsebovati vsega tistega, kar je vsebovalo enkrat. Vendar še tako, mi, ko prihajamo v leta, izgubljamo ene določene prebavne encime. In pravijo, da je človek edino živo bitje, ki tudi v starosti je hrano za dojenčke. In to še ne za naše, ampak za kravje, dojenčke. Tako da mi, kada pridemo v starost, nimamo več teh prebavnih encimov, da bi iz mleka povlekli kalcij. Mleko lahko tudi, če naredimo mi te izvide ali pa teste, lahko da vsebuje veliko kalcija. Ampak mi nismo sposobni tega kalcija izvleči, zato, če mi uživamo veliko teh mlečnih izdelkov pa mleko, porabimo več mineralov zato, da nevtraliziramo to kislost mleka, kot pa iz tega pridobimo. Tako da veliko, sploh te dolgotrajna mleka, pa te stvari, to skorda naš organizem jih ne prepozna. In ko prihajamo v leta, to smo že zadnjič tudi govorili, ko je tukaj doktor Majič, enostavno nimamo prebavnih encimov. Zdaj potem velikokrat se zgodi, da ti isti ljudje imajo še zdravila proti kislosti v želodcu, za zniževanje kisline. Čeprav je premalo teh prebavnih encimov in potem jim še znižajo želodčno kislino, kar pomeni, da enostavno težko presnovijo vso to hrano. Tako da mi lažje potegnemo kalcij iz zelenjav. To imate brokoli, ohrovt, kopriva, čemaž, to so stvari, ki imajo veliko kalcija. Zelena zelenjava bolj, ne? Ja, potem pa imate tudi sardele, recimo kot ribe, ki imajo več kalcija. Vendar, nažalost, je to tako, mi rabimo eno veliko količino kalcija. Pravijo, da ti odraščajoči otroci bi rabili tam 1000 mg kalcija na dan. Ženska v menopavzi pa 1500 mg kalcija na dan. Tega z hrano ne bomo vnesli. Tako da je boljše, da se pač poslužujemo vseeno prehranskih dopolnil, kot pa da ostanemo brez kalcija. Tam imate recimo še nekaj pravijo tudi tofu, da ga izjemno veliko vsebuje, ali pa ajda recimo, je tudi ena taka rastlina, ki vsebuje veliko kalcija. Se pravi, se poslužujemo čim več takšne hrane, ki vsebuje velike količine kalcija, pa še zraven kakšno prehransko dopolnilo, da ga dobimo toliko, kolikor ga moramo. Jaz zmeraj rečem tako, da mi moramo sami sebe najbolj opazovati. Če mi vemo, da smo tisti dan, ne vem, jedli srdele, da smo jedli ajdo, da smo jedli veliko teh stvari, ki imajo veliko kalcija, pa tudi drugih hranljivih snovi, mineralov pa vsega tega, potem bomo vzeli tisti dan prehranskega dopolnila manj.
ali pa ne bomo, če vemo, da smo super. Drugače pa, če vemo, da takrat nam ni uspelo tisti dan, potem vzamemo pa v polni dozi. Tako da se pravi, opazovati in poslušati svoje telo, a ne? Ja, pa vedeti, kaj smo si dali na krožnik, ne? Točno, ja, točno to. Nadaljujeva takoj po klicu, ki ga bomo sprejeli. Dober večer, lepo pozdravljeni. Ja, dober večer. Mateja iz Dobrove pri telefonu. Jaz bi pa rada samo mojo izkušnjo povedala. Pred enim letom so mi pri merjenju te kostne gostote povedali, da imam osteoporozo. Zdaj jaz žal zdravil, ki mi jih je priporočila zdravnica, nisem hotela imeti, ker imajo toliko stranskih učinkov. In potem je moja sodelavka priporočila to analizo telesa, ki jo upravljate v lekarni Dobrova. No, tam je sodelavka vaša svetovala vaš kalcij. Moram pa povedati, da mi je ugotovila tudi, da imam pomanjkanje bakra. Zdaj sploh nisem jaz vedela, koliko je ta bakar pomemben pri absorpciji kalcija. Svetovala mi je tudi vašo bakreno ruto in bi se vam res rada zahvalila, ker ta kombinacija, ta kalc, bakrena ruta sta res čudežna. In tudi vidim, da kako telo deluje v celoti, da se stvari med seboj dopolnjujejo, zato je ta analiza telesa res super. No, lih včeraj sem bila tudi na kontroli in izvidi se izboljšujejo, no, tako da sem prišla že na osteopenijo, tako da sem zelo vesela in še enkrat najlepša hvala. No, ja. Odlično, hvala vam, to je pa lepo slišati. Hvala lepa za vaš klic, lahko noč. Ja, no, potem bomo še malo povedali o tej bakreni ruti, ki je gospa. Mi smo jo imeli že par oddaj nazaj, tudi pri revmatskih obolenjih, pa pri sklepih. Tako kot sem prej rekla, če v organizmu ni bakra, vi lahko naložite ne vem koliko kalcija, ne vem kje bo ostal, ampak če ni bakra, se vam kalcij ne bo pravilno vezal. Zdaj mi bakar smo včasih imeli v večjih količinah. Imeli smo ga v posodah, imeli smo ga v štedilniku, tam tisti kotliček, ker se je grela voda, je bil bakren in tako naprej. In smo s tisto vodo praktično vsako hrano zalili. Zdaj pa bakra enostavno nimamo več in potem prihaja do teh zakrčenost mišic tukaj čez, pa do slabe vezave kalcija. In celo pravijo, da je mogoče tudi 50% osteoporoze na račun tega, ker ni bakra v organizmu. Zato sem jaz rekla tudi tako na začetku, če jemljete kalcij, potem je treba vedno zraven še vsaj multivitamin. Ta rutica je potem pa še tisti večji vnos bakra. Pa tudi sprosti vse te mišice v vratnem predelu, pa lahko tudi ledveni del, pa te stvari. Imate na bombaž impregniran 100% bakar in ga organizem potehne preko kože. Tako da je res čudežna rutica, tako kot je gospa rekla. Super. Torej, govorili sva o tem... O obrokih, ja. Kako? O obrokih, kako naj bi bili. Obroki naj bi bili res tako. Opazovati moramo, kaj damo na krožnik in če tisti dan pač nismo dali vsega tistega, kar bi morali, potem vemo, da moramo vnesti kalcij, pa vitamine, pa minerale na en drugi način. Zdaj, če smo mi doma in da si skuhamo super hrano, da se potrudimo, da smo kupili pravilne sestavine, kot smo rekli prej, gledamo, kaj kupamo, ker to damo vase. Niso pomembne sestavine. Ja, pa še, da skuhamo z ljubeznijo, pravijo. Tako je potrebno. Ker potem damo hranjeno določeno drugačno energijo. Ampak ne vem, če ste opazovali, ampak to je čista resnica. Če vi kuhate z eno jezo, nervozo in tako naprej, sigurno bo kaj narobe. Če pa imate čas in da se posvetite temu, pride hrana res taka, kot mora biti. Ja, res je. In če to vam ne uspeva, potem raje si dodajte vitamine pa minerale, kot pa da ostanete brez njih. Ker drugače veste, ne vem, greste na pot, pojeste en sendvič tam, eno pico tam, niste vnesla nič tisti dan, bom rekla, v organizem. Pomeni, da morate nekaj nadomestiti, da si morate nekaj dodati. Namen prehranskih dopolnil, to so dopolnila, kar vam pomeni, da dopolnjujete svojo redno prehrano. In če vi imate dobro prehrano, potem ni potrebno. Če pa že veste, da ni bilo več tako, kot bi moglo biti, ali pa da ste v preteklosti naredili
naredili precej grehov, ki so vas pripeljali do enega določenega stanja, zdravstvenega stanja, potem je treba zdaj, ne vem, 1 leto, 2 leti, 3 leta pač nekako nadomestiti tiste grehe za nazaj, kar pomeni, da je treba unesti več prehranskih dopolnil za to, da bomo boljši. Bi pa tukaj tudi res tako, bi izpostavila tudi otroke, ne? Imajo premalo vitaminov, premalo mineralov in mi smo prej rekli, ne, da pri osteoporozi je tako kot bančni račun. Kar položite gor, tisto boste v starosti lahko koristili. In če otroci zdaj v dobi odraščanja nimajo dovolj vseh teh vitaminov, mineralov, enostavno, ko bojo prihajali v leta, njihovo zdravje ne bo moglo biti tako, kot bi bilo. Zato jaz tukaj res polagam na srce staršem tudi, ne? Da naredijo čim več za to, da ti otroci imajo dobro osnovo za izgradnjo svojega organizma. Že od rojstva, ne? Od rojstva naprej. Ne? Pri rojstvu potem je največ, kar lahko naredijo to, da ga mama doji. Ne? In da se mama tudi nekako priskrbi z dovolj količine kalcija in vseh teh snovi, ker preko mleka prehajajo na otroka. Seveda, ni ker če je ona že sama podhranjena, nima kaj dati otroku. Ne? Tako da vse to je pomembno, ne? Ker če imate vi otroka, ki ima še razne športne dejavnosti, pa ima take obremenitve v šoli, pa ima stres, pa vse to, pa da mu nič ne dodamo, potem tukaj je logika, da so ti otroci bolj, bom rekla, razdražljivi, nervozni. Oni enostavno ne dohajajo, njihov organizem ne uspe vsega tega. So potem tudi bolj utrujeni in zmatrani. In neskoncentrirani. In če tako srečate, veliko teh otrok srečamo, imaš daj bolečine v kolenih? Ja, to pa ja, ne, me bolijo. Ker enostavno imajo premalo mineralov, da bi pravilno izgrajevali svoj organizem. Dobro, medve imava tule danes na mizi 2 izdelka. To v bistvu, tako kot smo že skozi celo oddajo govorili, ne, imamo kalcij. Ta kalcij je tako, imate v tekoči obliki v kapsuli. Zaradi tega, ker je v tekoči obliki, kot vam piše liquid kalcij, se tudi absorpcija izjemno dvigne. Ker naš organizem lažje sprejema določene snovi v tekoči obliki, kot pa v posušeni, v prahu in tako naprej. Tukaj je kalcij, ki ima v bistvu tako 860 mg absorpcijo, kar pomeni toliko ga dobite v telo. Zraven imamo mi tudi D3 vitamin, ki pomaga k gradnji kalcija, kot smo prej rekli, ker enostavno niti tiste pol ure mi nimamo časa v toku dneva, največkrat, ne. Zdaj, kakšni ljudje rečejo, ja, sej, veste, jaz ga pa jemljem, ne, ampak starejše osebe bi morale vnesti v toku dneva 600 internacionalnih enot kalcija, D3-ja. Mi pa nekako ga vnašamo mogoče 200 dnevno, kar je to bi bilo kvečemo za mlade dovolj, za starejše je to ful nizka vrednost, ne. Zanimivi so bili tudi ene raziskave, ki sem jih dobila v eni knjigi, da tisti, ki vnašajo kalcij v toku dneva, izločajo kar 2-krat več maščob iz telesa, kot tisti, ki ga ne vnašajo. Kar pomeni, da bi praktično po tej varianti celo nižal telesno težo pa holesterol. Pa ena raziskava je bila, ki so jo delali Američani, ne, ki je v bistvu so napisali tako 20 do 40% krvnega tlaka, povišenega krvnega tlaka bi lahko znižali že z vnosom kalcija. Kar pomeni, da kalcij vpliva na izjemno veliko število teh kemičnih reakcij, ki jih naš organizem tvori. Potem imate pa tukaj še ta multivitamin. Kot smo rekli, vse mora biti nekako v povezavi. Če mi nimamo C vitamina, se kalcij ne veže, če nimamo bakra, se kalcij ne veže, kot smo prej rekli. Tudi, če nimamo magnezija, to so vse stvari, ki sodelujejo pri tem, da se
kalcij pravilno veže v telo, v kosti, da ne ostaja na sklepih ali pa da ne ostaja na ožilju, ne. Tako da tukaj imate 23 različnih vitaminov in mineralov v pravem sorazmerju, ne. Dobro, bova samo sprejeli klic, pa potem nadaljujeva. Dober večer, kdo je z nami? Ja, dober večer, Ivanka iz Celja. Jaz bi pa samo povedala, da že leta jemljem šumeči kalcij, ampak ne opazam nobene spremembe, da bi bilo kaj boljše. In imam osteoporozo in me zanima nasplošno o tem šumečem kalciju. No, mislim, ali je to stvar, ki je dobro, da se nadaljujem z njo. Samo to, prosim. Dobro. Hvala, gospa, vam bomo odgovorili. Bomo odgovorili. Hvala lepa za vaš klic. Lahko noč. No, gospa verjetno se je kasneje priključila v oddajo, ne. Gospa, jaz vam bi takoj svetovala, da pač prenehate vse, kar je šumečega, ne. Čudi me, da vam niso povedali, ne, kalcij, vam reka, ne bi bil v kapsulah, če je v tekoči obliki, je še toliko boljše, ker je absorpcija večja. Jaz sem praktično čuden, da gospa že nima mogoče kakšnih problemov iz tega šumečega kalcija, škoda, ker nismo kaj vprašali, ker velika možnost je, da pride do kalcinacije sklepov. Potem rečejo ljudje, joj, ne morem dvigati roka, mi gre do tukaj naprej, pa ne. Ker se v bistvu ustvarijo eni določeni kristali v sklepih. Lahko pa pride tudi do tega, da ta kalcij ostaja nekako na ožilju, pa pride do ateroskleroze potem, ne. Tako da, tako kot smo prej rekli, vse, kar damo vase, ne, naj bo kvalitetno, ne. Tako da, kar je šumečega, gospa, jaz vam lepo odsvetujem, no, če tako rečemo. Upam, da se boste odločila za kalcij, ki je tukaj pred nami danes, ne, da bo lahko res pravilno naložen v kosti, ne. Tudi recimo, kar smo prej govorili, skozi to bazičnost organizma, ne. Bazičnost organizma vam resnično vzpostavljajo tudi vitamini pa minerali, ker močni antioksidanti pač odnašajo iz organizma te odpadne snovi. Če imate dovolj B-vitaminov, vam potem znižujejo tudi vpliv stresa na organizem in enostavno organizem ne postane tako kisel. In je bolj bazičen, ker pomeni avtomatsko ne rabi organizem vleči mineralov iz kosti, zato da bo vzpostavil ta puff sistem, kot smo rekli, pri krvi. Tako da izjemno pomembno je, da si mi takrat, kadar pač ne uspemo, vnašamo določene vitamine, minerale, antioksidante v organizem, kljub temu, da pojemo čim boljšo hrano. Jaz mi rečem, prilagajajte količino. Če veste, da ste kaj toliko dobro pojedli, potem vzamete eno na dan, drugače pa 2 na dan. Če pa je, tako kot je rekla gospa, da ima osteoporozo, potem bi morala redno, recimo, jemati vsaj 1 leto, 2x1 ta kalcij dnevno, zato da resnično vzpostavi eno ravnovesje in da zaustavi to stvar. Zdaj, veliko krat rečejo, ja, se da to ozdraviti. Zdaj, največkrat rečemo tako, bomo zaustavili stvar. Ampak imamo pa primere ljudi, ki so bili recimo na testiranju kostne gostote, pa so potem čez 1 leto šli ponovno na testiranje in se jim je povečala kostna masa. Tako da vseeno je malo odvisno od človeka do človeka, ampak se da tudi, rekla, dvigati kostno gostoto, ne. To je pomembno. Potem pomembno je, če se on tudi drži potem vseh tistih drugih navodil, ne. Tekočina, ja, pa gibanje, pa recimo dovolj vseh teh tudi hrane dobre, pa bom rekla, da res redno jemlje, ne. Jaz mi rečem, ne moremo pričakovati rezultata, če bo stvar ostala v škatlici, ne. Tako da tudi cenovno sta ta 2 artikla, bom rekla, ugodna. Glede na kvaliteto resnično ugodna. Multivitamin imate 22,90 €, medtem ko imate kalcij, imate pa 21,45 €. In to je za koliko časa? To imate za 1 mesec redne uporabe, če je, bom rekla, že
problem, tako da se resnično redno uporablja. Drugače pa po potrebi, a ne? Drugače, tako kot sem rekla, dajte lahko malo opazujete, ali je tisti dan bil dober, ali je bil, bom rekla, slabše preskrbljen s hrano in tako naprej. Ampak čim je problem osteoporoza, osteopenija in te stvari, potem treba to redno delati. Tudi, kar se tiče kalcija, vsi tisti, ki imate kakšne probleme z glasilkami, lase, nohti, te stvari, je kalcij izjemno pomemben v tej smeri. Pri glasilkah je kalcij prvi tisti, ki ga bi morali imeti, pa pri vseh alergijah. Recimo, kadar pride do teh močnih alergijskih napadov, kadar dobite injekcijo kalcija, kar pomeni, da pri alergijah, pri astmah, pri teh stvarih je kalcij tisti, ki bi moral biti v določeni vsebnosti v organizmu. To je eden iz mineralov, ki ga naš organizem največ potrebuje. Tako da je, nažalost pa, če pogledate tudi po vseh statistikah, kalcij izjemno pada v vsej hrani, ko ste prej rekla, koliko v hrani. Jaz sem gledala, recimo v krompirju, tudi 80% kalcija ni več noter, ali pa recimo tudi v raznih zelenjavah, ker nažalost se ta hrana, ki jo mi tako lahko kupujemo na splošno, prideluje po enem sistemu. Čim več, v čim krajšem času, s čim nižjimi stroški. In potem, ko smo rekli, največkrat imate gnojilo NPK, dušik, fosfor pa kalij, tako da lepo zgleda, je veliko, je debelo, ampak noter je pa prazno. Vsebnost je pa prazna. In v kolikšnem času potem recimo kalcij, če so težave recimo že kar hude, če so težave hude, kot sem vam rekla, sej v bistvu on pomaga v trenutku, zato da se minerali ne vlečejo več iz kosti. Da se pa vgradijo kosti, rabite pa kar nekaj časa. Bom rekla, če želite, da so kosti dobre, ponovno, koliko časa smo rekli prej, da se regenerirajo kosti? Da se zamenjajo kompletna gradnja? 7 let. V bistvu v 7 letih mi zamenjamo celoten organizem. Zdaj pa, kaj bomo naredili, da bomo čez 7 let izgledali mogoče vsaj tako kot zdaj, če ne mlajši. To je bistvo. Se pravi, čim prej začeti imati kalcij. Kalcij, če so problemi s kostmi in če veste, da imate vse predispozicije, da ste preveč suhi, da imate gensko, recimo, da je menstruacija prej izginila, hormonsko, da imate kakšne zdravila, ki vas v to nekaj še dodatno silijo. To je treba pač nekaj vedeti, kakšne imamo predispozicije in potem moramo pač začeti, kot smo rekli, gibanje, minerali, kalcij, mogoče bakreni šalše, če vemo, da nas še vse mišice bolijo in da smo vsi zakrčeni, mogoče tudi tisto v velikem pomanjkanju. Drugače pa jaz naše gledalce vabim, da enkrat da grejo na te vitaminske teste, ki so po celi Sloveniji. Tukaj imate v Celju tudi ta Biotopik in v City Parku in v centru, pa Biotopik Maribor, ravno tako v Europarku. Tako da, če pogledajo tukaj na vitaminski testi, si bojo dobili v bistvu kompleten razpored po celi Sloveniji. In se to potem naročijo lahko? To se naročijo, pregled sam traja pol ure, ta svetovalka jim pač razloži, kaj vse se vidi na tem pregledu, kateri vitamini, kateri minerali jim primanjkujejo, kako je ožilje, kakšna je presnova, kar je izjemno pomembno, kako mi absorbiramo določene snovi iz hrane, ker če lahko se še tako trudimo vnašati pravilne snovi v organizem, če naš prebavni trakt ne deluje tako, kot bi mogel, praktično gre vse skozi. Tudi tam se posvetuje lahko recimo stranka glede na njena zdravila, kaj lahko jemlje, kaj ne sme imati in tako naprej. Tako da za vsako stranko, našo stranko smo mi nekako si rezervirali pol ure časa. In to se stranke naročijo, pridejo tja, opravijo vsa ta pregled, imajo brezplačno to svetovanje. Če se odločijo za nakup, jaz upam, da se bodo, ker to ne vidim smisla, drugače tega, imajo potem še kontrole.
tako da vidijo potem, kako se te stvari izboljšujejo. Ampak jaz največkrat rečem mojim strankam tako, jaz bom že zmerila, ampak vi mi boste povedali vaše počutje, ker tisto bo najbolj optimalen znak, kako se vi počutite. In pridejo ljudje nazaj in prvo, kar vprašam, kako smo? Ja, moram pa res reči, veste, da stanje je drugačno, kot je bilo. In je še to dovolj dober. To je zame tisti največji res rezultat, pokazatelj, bom rekla, da je stanje tisto. Kadar mi pridejo, mi rečejo, ste mi rešila, res tisto, to je res taki užitek pri ljudeh. Je lepo, vam zagotovo polepšajo dan. Naj poveva torej, da lahko vse te izdelke seveda tudi naročijo na spodaj izpisani številki. Torej pokličite, če imate težave in tudi, če nimate zdaj nekih hudih težav. Kalcij je zagotovo eden izmed mineralov, ki ga telo nujno potrebuje in če ga ne vnašate v telo. Velikokrat je lahko tudi naraščajoč trend teh alergij pa vsega tega, prav v pomanjkanju kalcija. Ker imamo mi, kar se tiče alergijskih reakcij, zmeri večje. Pa tako da kalcij je sigurno tisti. Pa multivitamin je tako, vsi ga bi mogli imati. Ker enostavno ne vnesemo v telo z hrano vsega tega, kar bi morali. Tako da jaz upam, da... Moramo pa povedati, da pa prehranska dopolnila ne zamenjujejo hrane, da ne bodo gledalci. To smo povedali. To se odlično dopolnjuje, zato so dopolnila. To so dopolnila. Tako je, ja. Torej, pravilna prehrana. Gibanje. Dajte čim več na to, kaj kupite, kaj date na krožnik, vase, nase, pa zraven kakšen kalcij, multivitamin, pa bo zagotovo šlo lažje. Gospa Herta, čas naj preganja, spet morava končati. Vidiva se prihodnjo nedeljo, ko bova govorili o drugih težavah. Hvala za vašo družbo, pogovor. Hvala tudi vam, dragi gledalci, spoštovane gledalke, da ste bili z nami. Glejte nas spet prihodnjo nedeljo ob 8. uri zvečer, ko bomo zopet z vami. Lahko noč. Lahko noč.